O tem, zakaj e-podjetniki ne bi smeli delati webinarjev, ampak, 3 pikce, e-delavnice. Hojla, evo, Maruša tukaj. Zdaj, mislim, da glih predvčerajšnjim, sem že malo zmešana, je za mano moja prva odprta skupina, prvo je odprto izobraževanje o e-delavnicah v živo. To se pravi o izvajanju e-delavnic, pa teh malo bolj interaktivnih webinarjev, ki se odvijajo v bistvu v živo prek videokonferenčnih sistemov. Pa sem v bistvu dobila zdaj tako eno idejo, v bistvu res tisti preblisk, ne, zakaj sem sama prepričana, no, da e-podjetniki, to se pravi tisti izobraževalci, ki res prodajamo svoj know-how v smislu, da pomagamo strankam preko naših bodisi izobraževanj, mentorstev, svetovanj, coachingov in tako naprej. Zakaj je toliko zelo pomembno, da mi ne delamo webinarjev, ampak da delamo e-delavnice. Zdaj bom takole začela najprej, preden kaj več povem konkretnega, ne. Vsi smo že kdaj bili na kakšnem predavanju, na katerem bi najrajši ali zaspali ali pa pobegnili. Ziher ste, vsak od nas je doživel že vsaj eno tako predavanje, recimo na terenu, ko si v bistvu, ko imaš kakšnega dolgočasnega predavatelja, ali pa je tematika dolgočasna, ali pa je tematika zanimiva, samo je enostavno preveč enih informacij, izgubiš se nekje na sred, polno je v bistvu fokus je res sam na tem prenosu informacij in tako naprej, ne. In zdaj, če si ti to predstavljaš, ne, ko je to na terenu, ne, v neki klasični predavalnici, takrat se to da narediti na tak način, da mogoče pobegneš stran dejansko fizično pobegneš stran, ne, ali pa mogoče celo se ne upaš pobegniti, ne, ker bi vsi videli, pa bi zelo takoj direktno opazili, da si pač šel, ne. No, ko smo pa za računalnikom, ne, pa, oziroma bom tako obrnila, ko pa so za računalnikom naši udeleženci, ne, pa je to zelo enostavno, ne. Zelo enostavno je pobegniti ali v drugo aplikacijo, ali začeti brskati po telefonu, ali pa konec koncev samo enostavno zapreti računalnik in iti. Tako da tukaj je tista prva točka, no, ko bi jaz res rekla, zakaj je res pomembno, da so naša predavanja res ne predavanja, ampak da so naša predavanja pravzaprav delavnice. Zdaj, kaj točno pa je razlika med webinarjem pa e-delavnico? Zdaj, ko jaz govorim o webinarjih, imam v mislih webinarje tipa mogoče pač neka promocijska predavanja, ne, zdaj največkrat pomislimo tukaj na one klasične marketinške webinarje, ki jih marketaši uporabljajo v promocijske namene. To deluje tudi super tudi v našem, to se pravi v našem edu-biznisu, kar pomeni tudi tukaj je fino pač seveda, da imamo ali zdaj neki tečaj, ki je posnet, ne, še boljše pa pravzaprav, če sem čisto sama iskrena, ne, kljub temu, da pač tudi sama promoviram delanje e-tečajev, pa da imam tudi sama promocijski spletni tečaj, ampak v dostih primerih, ne, je pa pravzaprav, če promoviramo pravzaprav delavnico, to se pravi, če promoviramo z webinarjem, recimo s promocijsko e-delavnico, če promoviramo neko delavnico ali pa voden online program, je tukaj toliko bolj pomembno, ne, da res naredimo srečanje v živo, ne pa samo nekega posnetega spletnega tečaja. Zakaj? Ker na ta način lahko pokažemo pravzaprav prvič našo osebnost, ne, ker v bistvu, ko nastopamo pred kamero oziroma ko nastopamo na tem webinarju v živo, bom zaenkrat uporabljala še besedo webinar, dokler ne pridem do čiste definicije, kaj je e-delavnica pa kaj je webinar. Skratka, ko delamo nekako ta dogodek, spletni izobraževalni dogodek v živo, dejansko majčkeno bolj pokažemo pravega sebe, ne. Ker ko snemaš nekaj, bom rekla, neka video izobraževanja, neke posnetke, je vseeno majčkeno drugačen format, majčkeno drugače se pripraviš, mogoče si celo narediš zapiske, kaj točno moraš povedati, ali pa vsaj neke točke, kaj bi rad povedal. Pri teh webinarjih pa e-delavnicah, skratka pri teh predavanjih v živo, si pa vseeno majčkeno bolj, bom rekla, v svojem naravnem elementu, to se pravi, da razlagaš prosto po Prešernu, da uporabljaš v bistvu, bom rekla, pač da si spontan, no, dosti bolj spontan, kot pa recimo mogoče pri kakšnih posnetih vsebinah.
No, in zdaj tukaj bistvena razlika, ne, med webinarjem pa e-delavnico je ravno v tem, da webinar, zdaj govorimo na splošno, webinar zame je v bistvu, bom rekla, neko enosmerno predavanje. Skratka, če si predstavljaš na webinarju, tudi če ne govorimo o marketinškem formatu, imaš na webinarju recimo lahko 200-300 ljudi, pa bo tak webinar še zmeraj vzdržal. Zakaj? Ker so na drugi strani ljudje, ki samo poslušajo, nič kaj dosti ne interaktirajo, kar pomeni, ker ni interakcije, ni strahu po tem, da bi mogli karkoli prilagajati, zelo je statično v tem smislu, točno veš toliko časa, kolikor ga rabiš za svoj tekst povedati, to je to, ne. Mogoče pač tako, kot v nekih marketinških webinarjih, potem mogoče na koncu še karkoli odgovorimo na kakšno vprašanje, ne. Medtem ko pri e-delavnici delamo na tem, da pravzaprav udeležence vključimo že med samo e-delavnico. To se pravi, da med predavanjem vključujemo ljudi. Zdaj, to vključevanje je, recimo, jaz sem bila, na primer, glih včeraj sem bila na eni konferenci, pa je bilo ful zanimivo, ne, bilo je, ne vem, mislim, da 5-6 slovenskih predavateljev, vmes je bil pa en tuj predavatelj, ki je očitno že spoznal tisto orodje, Mentimeter, ki smo ga tudi mi uporabljali na eni e-delavnici v živo, taki promocijski e-delavnici. In je v bistvu Mentimeter je kaj? Mentimeter je orodje, pri katerem pač predavatelj potem da udeležencem eno kodo, pa greš na menti.com, pa tisto kodo vtipkaš in ko vtipkaš tisto kodo, dobiš v bistvu neko vprašanje, recimo neka anketica. In ko ti to anketico odgovarjaš, medtem ko odgovarjaš, se že na ekranu istočasno kažejo odgovori. In je ful zanimivo, da v bistvu medtem ko predavatelj predava, Mečkam fokusa se zgubi, no, tukaj moraš biti res malo stručko, da znaš to speljati, ne, ker recimo na včerajšnji delavnici sem jaz videla, se je to malo zgubilo, ne, ker v tem času, ko so ljudje odgovarjali, on recimo na primer peljal prezentacijo naprej, ne, ampak kljub vsemu, ne, z eno tako malenkostjo, kot je bila neka taka anketa, je zanimivo popestril v bistvu to predavanje. In v bistvu vključuje udeležence, potem se je seveda tudi navezal recimo na to zadevo, kakšni rezultati so prišli in tako naprej, ne. Tako da recimo tukaj ni potrebe po nekih, ne vem, strašno velikih zadevah, da bi tukaj mogli ljudje res nekaj delati pa gor dol, ne. To so ene take malenkostne stvari, malenkostne akcije, ki spodbudijo to interakcijo med tabo kot predavateljem in pa med občinstvom. In zdaj, kaj je pa še druga dodana stvar, oziroma tisti bolj, bom rekla, pomemben faktor, ki ga pa jaz sama vidim, zakaj torej bi e-podjetniki morali res se fokusirati na to, da delavnice zastavijo kot delavnice, je pa dejstvo, da na ta način mi kot izvajalci pokažemo našo dodano vrednost. In naša dodana vrednost ni v tem, kako bi rekla, ni v tem, da imamo mi polno znanja v glavi in da znamo mi to znanje samo povedati našim udeležencem, našim strankam, ampak je naša dodana vrednost v tem, da znamo našim strankam, našim udeležencem pomagati konkretno to aplicirati v prakso. Zdaj, kako se lotiti tega konkretno, sem že prejšnji teden posnela razmišljanje na glas, mislim, da je številka 11, tako da zdaj si poglej prejšnje razmišljanje na glas, kjer je zelo konkreten postopek, oziroma zelo konkreten napotek, kaj točno narediti. To se pravi, v bistvu gre pa sam čisto simpel za tisto, to se pravi, za tisto premiso iz tega, kaj morajo vedeti v to, kako naj to prakticirajo, to se pravi, kako naj to trenirajo. Bi pa vseeno dodala tukaj, no, ker mogoče marsikoga tale posnetek mogoče pritegnil predvsem iz tega vidika, ker je beseda webinar velikokrat omenjena v kontekstu marketinga, s tem, da bi tukaj zdaj jaz res izpostavila to, ne. Tako kot velikokrat pravim, ne, tako kot je recimo e-mail lahko namenjen pač v pisanju osebnih, bom rekla, nekih osebnih mailov, ljubezenskih pisem in tako naprej, ali pa e-mail marketingu, ravno na isti način so webinarji oziroma videokonferenčni sistemi lahko namenjeni v take in drugačne namene, ne. Tako da, ko govorimo o besedi webinar, ne zdaj tega zamešati s tem, kar govorimo v kontekstu marketinga, kjer pač so neka določena struktura, kako peljati čez program in na koncu prodajati in tako naprej, ne. Skratka, to pač določa
določene elemente seveda lahko pobereš od tam, ker definitivno delujejo, ne. Webinarje bojda v marketinškem svetu, pa tudi moram reči, da to, kar spremljam na mednarodnem trgu, večina pravi, da jim webinarji najbolje konvertirajo, dobijo največ prodaje spletnih tečajev, če najprej naredijo webinar, ne. Tako da definitivno je to format, ki se ga splača izkoristiti. Ampak tukaj v okviru, to se pravi v okviru izobraževanj, pa v okviru tega, kar delamo edupodjetniki, pa jaz nekako smatram pač, da je webinar format oziroma videokonferenčni sistemi, da so format, ki nam omogoča, da se predstavimo, bom rekla, na zelo eleganten način, ne. To se pravi, da v bistvu ni treba ne nam, ne našim strankam kamorkoli iti, ne. Vsak je to lahko doma ali pa kjerkoli že je in se nam pridruži. In tukaj je v bistvu potem tista dodana vrednost, ki jo želim, no, da jo dodate tem vašim webinarjem, je to, da se vi pokažete v pravi luči, tudi če delate to v, bom rekla, promocijske namene, se pokažete v pravi luči, kdo ste kot izvajalci, kdo ste kot edukatorji, kdo ste kot mentori, coachi, ne. Skratka, kaj je tista vaša dodana vrednost, kako se odzovete, če stranka pride do vas z enim konkretnim vprašanjem, z eno konkretno dilemo, ne. Kako se odzovete, če stranka poda trditev, s katero se vi mogoče ne strinjate, kako se odzovete, če mogoče v določenem momentu ne veste rešitve, ne. Skratka, in do vsega tega ne more priti, če vi samo predavate. Če vi sledite eni, bom rekla, eni strukturi, ki ste si jo vi zadali, če poveste vse, kar veste, ne, in če ni v resnici nobenega izziva iz strani te interakcije, potem pravzaprav nimate za pokazati te svoje dodane vrednosti, ne. Ne morete pokazati, v čem je čar vašega dela, v čem je čar, bom rekla, v čem je ta dodana vrednost in tako naprej. Še enkrat bi pa samo za dodatek dodala, no, za zaključek dodala, da v bistvu promo variante teh webinarjev, kljub temu, da so promocijske variante, kljub temu lahko naredite e-delavnico, samo paziti je treba, ne, da ostanete na top level rešitvi, bi se reklo, na top level rešitvi, oziroma to praktično pomeni, da ne greste v globine, ne, ker v končni fazi res na dvournem webinarju ali pa na, ne vem, 90-minutni takile delavnici, res ne morete iti v neko globino, da bi res razreševali, ne vem, neke zadeve, pa ne vem, koliko globoko šli. Morate pa vseeno ostati praktični, to se pravi še zmeraj narediti neke minimalne korake, ki jih lahko udeleženci sprakticirajo, zato da vidijo pač, na kakšen način delate, pa da spodbudite to komunikacijo, interakcijo in vse te zadeve, ne. In v bistvu na en tak način, da jim date že pravzaprav mogoče neka prva mini orodja, mini rešitve, ki jih lahko oni sprobajo v praksi, ne. Ker na ta način, ko oni potem to sprobajo v praksi, oziroma ali pa ne vem, ko jim date neko tako praktično rešitev, ne, vidijo pravzaprav, v čem je ta poanta tega vašega pristopa in na kakšen način jim vi lahko dejansko konkretno pomagate. Ker če pa ostajamo na nivoju podajanja informacij, pa seveda so oni prišli do tega, da imajo polno informacij, nimajo pa možnosti oziroma nimajo pa podlage za aplikacijo. Zdaj tako, še malo EPP-ja na koncu. V bistvu zadeve so po eni strani simpel, ne. Zdaj večina se sicer zakvačka pri tem, da reče, kako se vse to tehnično izvede. Tukaj pač je moja predpostavka to, da bom rekla, da za take interaktivne delavnice je najboljše iti uporabiti videokonferenčne sisteme, kot je Zoom. Zdaj vidim, da je kar neka ustaljena praksa, da se take delavnice vse bolj delajo tudi kar v Facebook Liveu, kar načeloma, bom rekla, mogoče tudi ni toliko slabo, ne, sploh če je vaša ciljna skupina že tam, ne. Ker morate upoštevati dejstvo, da če na Facebooku delate, pa če, to se pravi, če vaša ciljna skupina ni na Facebooku ali pa mislim, pač ste omejeni s tem, ne, da strank, ki niso na Facebooku, ne morete doseči. Tako da tukaj je to prvi rizikofaktor. Drugače pa tako, no, tudi na Facebooku, s Facebook Liveom se da super izvesti. Je pa tako, no, da jaz bi tukaj vsem priporočala, da greste, da tudi če delate na Facebooku, da uporabite pač, govorim zdaj v promocijske namene, ne, ko prodajamo webinarje, oziroma, ko prodajamo e-delavnice, definitivno ne boste prišli skozi z Facebook Liveom, vsaj po mojem prepričanju ne, ne. Zdaj vi boste pa sami presodili, na kakšen način svoji ciljni skupini prodajate, pa
koliko ekskluziven event želite imeti, pa na kakšen način narediti, pa tako naprej. No, bom kdaj v kakšnem drugem razmišljanju na glas majčkeno več o tem Facebook Live, ki je ratal zdajle zelo popularen tudi za te zadeve. Kar se EPP-ja tiče, jaz sem rekla malo propagandnih sporočil. Sama sem zdaj začela torej delati te e-delavnice v živo, na katerih pravzaprav streniramo, oziroma niti ne streniramo, no, bolj sprakticiramo, iz prakse vidimo in naredimo, gremo s to izkušnjo, kako je biti udeleženec v eni taki e-delavnici, ki se odvija v živo. Jaz uporabljam videokonferenčni Zoom, ampak je pravzaprav zadeva prenosljiva tudi v vse ostale videokonferenčne sisteme in celo veliko stvari lahko aplicirate tudi, če delate Facebook Live s pomočjo teh third parties, to se pravi teh dodatnih orodij, kot so, ne vem, StreamYard, BeLive TV in tako naprej, ne. Tam, kjer lahko istočasno, torej ste malo na kameri, pa malo šerate prezentacijo, pa malo imate komunikacijo tam v chatu in tako naprej. Skratka, da se, no, se pravi, tudi prek Facebook Live, ampak majčkeno je treba potem prilagoditi zadeve. Skratka, jaz sem odprla te delavnice, zdaj pač tudi bom rekla za širšo javnost, kar pomeni, da na teh e-delavnicah lahko sprobaš, kaj točno dejansko pomeni iz tehnično-facilitatorskega vidika, kaj pomeni narediti oziroma kaj pomeni biti udeleženec na taki delavnici. In pa gremo seveda skozi določene tehnične zadeve. Tako da v bistvu pravzaprav, če je tukaj zdaj na tvoji strani ovira, da ne veš, kako se lotiti ali pa da ne veš, kako tehnično te zadeve narediti, ti lahko pomagam torej na ta način, da se nam pridružiš na eni od takih delavnic in sprakticiraš oziroma doživiš to izkušnjo in hkrati dobiš, bom rekla, tudi vse tiste osnovne napotke, kako se tega lotiti tudi sam v praksi. Tako, na tej točki bom zaključila, pa vam zaželim samo še prijetno e-dogodkanje.